Spoštovani, Hvala. spoštovani, sporočam, da začenjamo s snemanjem. Torej, lepo pozdravljeni, se opravičujem za nekaj uvodnih težavic s tehniko. Očitno je, da to ni prav moja močna stran, ampak smo začeli z relativno točno, z nekaj minut zamude. Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate na spletu. Lep pozdrav pa tudi udeležencem tukaj na Gospodarski zbornici Slovenije. Ta posvet organizira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim poslovnim združenjem iz Bruslja, SBRA, in v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije. Bi se moral postaviti tukaj, da vidite nekako, še izbiram prav zrak. Namen pa je predstaviti ključne informacije in priložnosti, ki jih prinašata oba aktualna evropska akta. Najprej predlagam, da se sprehodimo skozi to, kako na ministrstvu vidimo te priložnosti in se potem predvsem pogovorimo o tem, kaj zanima našo industrijo, raziskovalne institucije in vse, ki ste se prijavili. Naj povem, da bomo kot nadaljevanje tega posveta skušali čim bolj natančno zajeti interese posameznih podjetij oziroma industrij, zato ker si želimo, da je konkretna aktivnost v naslednjih tednih in mesecih pravzaprav premisliti o tem, na kak način lahko posamična podjetja ali povezave med podjetji odgovorijo na priložnosti, ki jih odpira evropski prostor. Jure, nekako prosim, da samo daš prezentacijo zdaj tu na big screen. Tam bo prišel tole. Pogled celozaslonski. Torej. Tehnika, da ste morali videti. Ja, političari in neoperativno mati. Začnem. V torek je bil razglašen slovenski startup leta. To je postalo podjetje Recatalyst, ki je razvilo in proizvaja ta črni prahec. Zdaj, ker tehnika in deep tech ni moja močna stran, bom kar prebral opis njihovega proizvoda. Recatalyst razvija, proizvaja in prodaja katalizatorje naslednje generacije za vodikove gorivne celice. Njihova proizvodnja temelji na patentiranem postopku za učinkovitejšo izrabo drage in redke platine. V procesu platino deloma nadomeščajo z bolj dostopnimi in cenejšimi kovinami, dosegajo več kot 40% zmanjšanje količine platine, ob čimer ne žrtvujejo potenciala zmogljivosti gorivne celice. Zdaj, zakaj sem začel s slovenskim startupom leta, startupom Recatalyst? Zato, ker mislim, da odlično zajame dva vidika tega posveta. Na eni strani potrebo, da Evropa sama razvije potrebne tehnologije za našo prihodnjo oskrbo z brezogljično energijo. In drugič, zato, ker je v istem poslovnem modelu nagovorjen tudi eden od ključnih izzivov pri tem podvigu, in to je dostopnost in razpoložljivost kritičnih in strateško pomembnih materialov. Zato govorimo tukaj o dveh aktih, na eni strani akt o neto nični industriji in na drugi o aktu o kritičnih surovinah. Oba akta sta na evropski ravni v zakonodajnem postopku. Pri enem od njih je že bil dogovorjen splošni pristop z Evropskim parlamentom. Pri obeh pa želimo konkretni feedback naše industrije in naših razvojnih ekosistemov, zato da bomo čim bolj natančno ciljali to, kar je potrebno storiti. Hkrati oba akta prinašata priložnosti in mislim, da je pomembno, da se v Sloveniji resno vprašamo, na kak način bomo te priložnosti izkoristili. To pa so, kje vidimo torej priložnosti čistih tehnologij, kaj želimo razvijati, kaj proizvajati.
Na področju katerih tehnologij želimo napredovati, kje smo lahko najboljši, katere kritične surovine so potrebne za slovensko gospodarstvo, kako povezati znanost in gospodarstvo, da skupaj izkoristite te priložnosti in na katerem področju oziroma tehnologiji želimo napredovati, kje smo lahko najboljši. Kako ta industrijski prehod pravzaprav izkoristiti za preskok v naših dodanih vrednostih, ključnemu merilu, kjer pomembno zaostajamo, recimo za Avstrijo in Nemčijo. To pa ima seveda potem mrežne posledice na vse ostale. Zakaj akt o neto ničelnih industrijah? 90% rezin, waferjev, potrebnih za proizvodnjo fotovoltaičnih naprav, uvozimo iz Kitajske. 75% proizvodnje litij-ionskih baterij prav tako na Kitajskem. Tam pa je osredotočenih tudi 90% vseh globalnih naložb v neto ničelne tehnologije. Ta graf zelo jasno ponazori kritične odvisnosti Evrope pri zadovoljevanju z ključnimi tehnologijami potrebnimi za zeleni prehod. Rdeče na grafu je Kitajska, temno modro je Evropa. Vidite, kje smo dobri, v vsakem primeru pa na področju vseh vitalnih tehnologij močno odvisni od dobaviteljskih velik iz Daljnega vzhoda. Predvideva se, da se bo do leta 2005 štirikrat povečala uporaba zmogljivosti za obnovljive vire energije, 6-kratno se bo povečala uporaba toplotnih črpalk do leta 2050, medtem ko bo sama proizvodnja električnih vozil do leta 2030 povečana za 15-krat. Svetovni trg neto ničelnih tehnologij naj bi se do leta 2040 potrojil in dosegel vrednost 600 milijard evrov letne vrednosti. Boste kasneje vprašali, okay, kje je tukaj denar? To je denar in trg, ki ga želimo vsaj delno osvojiti. Akt o neto ničelnih industrijah v bistvu deli 3 tipe tehnologij. Tukaj meje med temi še niso povsem jasne. Neto ničelne tehnologije, strateške izmed teh tehnologij in pa inovativne neto ničelne tehnologije. Za ta najbolj splošen pristop gre v bistvu nekako za nadpomenkost strateških tehnologij, gre za širše razumevanje vse tisto, kar je potrebno za to, da posamično teh tehnologij razvijemo. Gre za tehnologije, ki so zrelejše od 8. stopnje tehnološke pripravljenosti. Predvideva se enotna kontaktna točka za svetovanja, pridobivanje dovoljenj, hitrejše izdajanje dovoljenj, ki naj bi trajalo največ od 12 do 18 mesecev, in pa inovacije v regulativnih peskovnikih. Videli boste na vseh slajdih, je pri spodbudah še vedno vprašaj, ker še ni povsem jasno, kaj bo končni ukrep spodbud, katere bo ponudila Evropa in z katerih virov, kaj pa bomo morali razviti pravzaprav sami doma kot države članice. V vsakem primeru pa vidite, da gre tukaj za relativno širok nabor tehnologij, se pravi tehnologije za energijo iz obnovljivih virov, za shranjevanje elektrike in toplotne črpalke, omrežne tehnologije, tehnologije za goriva iz nebioloških obnovljivih virov, trajnostna alternativna goriva, elektrolizatorje in gorivne celice, napredne jedrske tehnologije, tehnologije carbon capture, storage utilization, tehnologije za učinkovite energetske sisteme. Če gremo na strateške neto ničelne tehnologije, predviden je prednostni status pri obravnavi tako za dovoljenje spora, še krajši status in roki za dovoljenja, torej 9 do 12 mesecev. Vsi tovrstni projekti, ki naj jih bi sicer potrjevala komisija, prejmejo status prevladujočega javnega interesa z fokusom, da se preko mehanizmov pospešuje
tudi zasebne naložbe na tem področju. Te so bolj konkretizirane in jih je po aktu 8. Ne bom ponavljal, so precej podobne kot na prvem seznamu, se pravi fotovoltaika, veter, baterije, toplotne črpalke, geotermija, elektrizatorji, gorivne celice, bioplin, biometan, spet zajemanje, uporaba in shranjevanje ogljika ter omrežne tehnologije. Slovenija se je pridružila skupini držav članic, ki so se zavzele za to, da bi na tem seznamu bile tudi jedrske tehnologije. Kar se tiče strateško neto ničelnih tehnologij, je cilj Evropske unije po tem aktu, da se 40% evropskih potreb pokrije z domačih proizvodnih kapacitet. Še tretje področje, torej inovativne neto ničelne tehnologije, ki imajo seveda zgodnejšo raven tehnološke pripravljenosti do TRL vključno 7, kjer so predvideni regulativni peskovniki za spodbujanje inovacij in preizkušanje v nadzorovanem okolju za omejen čas. In spet seznam, ki je praktično enak prvem polju, vendar je, kot rečeno, drugačen nivo tehnološke pripravljenosti. Morda že najbolj konkretno pove ta slika, v bistvu 7 področij, hitra dovoljenja, olajšanje naložbe, predvsem iz zasebnih virov, tudi vzpostavljeno tako imenovan Net Zero Industry Platform, ki naj bi zagotavljala centralizirano svetovanje o dostopu do finančnih virov, spodbujanje crowding in naložb v teh projektih, tako strani Evropske komisije kot držav članic. Tržni prijemi, ki se navezujejo predvsem na to, da se bo dosledno upoštevalo te strateške kriterije odpornosti in trajnosti v akcijah, v public procurementu in pa v javni podpori. Poseben sklop so znanje in veščine, predvidena je oblikovanje posebne Net Zero akademije, ki naj bi razvijala znanje in veščine potrebne za to, da se države članice posamezne ekonomije opremijo z usposobljeno delovno silo. Prav tako poseben segment dovoljen za čezmejno delo in storitve na tem področju. Pri inovacijah predvsem regulativni peskovniki, na njih navezujoče se eventualno spodbude, o tem nekaj več, ko bodo te stvari bolj jasne. Kar se tiče upravljanja, torej Net Zero Euro Platform, centralizirano referenčno telo Evropske komisije za usklajevanje vseh aktivnosti z državami članicami. In spodbujanje mednarodnih partnerstev, globalna promocija tehnologij in podpora evropskim industrijskim kapacitetam za globalni zeleni prehod, se pravi seveda spodbujanje tega evropskega inovacijskega in industrijskega leadershipa na tem področju. Še akt o kritičnih surovinah, razlogi zakaj, 63% svetovnega podatka se pridobiva v Kongu. 97% vse evropske oskrbe z magnezijem prihaja iz Kitajske, 100% procesiranih redkih zemelj za trajne magnete, rafiniranih na Kitajskem. To se po posameznih primerih jasno kaže, ta velika odvisnost, z izjemo vetrnih turbin, kjer vidite, da je Evropa v preteklih desetletjih vzpostavila precejšnje kapacitete na tem področju. Predvidevanje 89-kratno povečano povpraševanje po litiju do leta 2050, 18-kratno povečanje povpraševanja po kobaltu, 6-kratno povečanje povpraševanja po redkih zemljah. V tem hipu imamo spisek kritičnih in strateških surovin. Kritične so svetlo-modre, strateške so temno-modre, in to je ključno vprašanje, kaj iz vidika naših strateških potreb še manjka na tem seznamu. Recimo, Francozi so izpostavili aluminij, kjer smo prav tako uvozno odvisni od drugih delov sveta. Ciljne referenčne zmogljivosti do leta 2030 na 3 področjih, pridobivanje, vse 10% porabe v EU. V EU se spet pogovarjamo o tem,
ali bomo razvijali domače kapacitete rudarjenja. Zmogljivost predelave, vsaj 40% evropskih potreb in zmogljivost recikliranja, vsaj 15% porabe EU. Tudi tukaj imamo v bistvu ločitev na te strateške projekte, ki se navezujejo na ta del temno obarvanih materialov oziroma surovin. In ti strateški projekti so projekti pridobivanja, predelave in recikliranja strateških surovin tako v EU, kot preko naložb iz EU v tretjih državah, in v tem statusu odloča Evropska komisija. Predvideno poenostavljeno izdajanje dovoljenj, usklajevanje javne podpore in vključitev v sistem odjema strateških surovin. Se pravi, kdorkoli proizvaja, je strateško vključen v sistem odjema. Pri kritičnih surovinah prav tako pospešitev izdajanja dovoljenj za vse projekte kritičnih surovin, pristop predviden je one-stop shop na ravni države. Ta v statusu odloča Evropska komisija, pa je tu se upravičuje napakica v prezentaciji. Cilj tukaj je posebej razvoj nacionalnih raziskovalnih programov za povečanje znanja evropskih virih in pa trajnih magnetnih kot prednosti izdelkov za povečanje prožnosti s posebnim označevanjem in posebnimi možnostmi recikliranja. Ta del trajnih magnetov je recimo Slovenija izpostavila kot eno od svojih strateških področij. Praktično tukaj v Ljubljani, Magnetu Ljubljana, so eno od redkih še preostalih evropskih podjetij, ki preskrbujejo Evropo za trajnimi magneti. Tudi na tem področju hitre dovoljenja, olajšane naložbe, trgi, znanje in veščine, inovacije, upravljanje in mednarodna partnerstva. Mi vsem udeležencem dajemo to prezentacijo na razpolago, zato zdaj tukaj v detajle po vseh 8 slovicih ne bom šel. V osnovi precej podobno kot pri Net Zero, pri Net Zero. Ker vem, da vas bodo zanimale predvsem spodbude, tukaj je predvideno to strateško označevanje projektov za olajšan dostop do virov financiranja, se pravi na evropski ravni bodo ti projekti na nek način označeni, certificirani kot strateško pomembni, zato da se olajša dostop do virov financiranja na trgu, seveda pa tudi javno in zasebno financiranje mnenja. Torej, kje lahko iščemo spodbude na tem področju? Na prvem mestu in najpomembnejše trg. Če držijo predvidevanja Evropske komisije o tako hitri rasti tega področja, bo tržno povpraševanje ključni vir financiranja tega prehoda in vzpostavljanja evropskih proizvodnih in drugih kapacitet. Najavljeno je revizija večletnega finančnega okvira, kjer se bo iskalo po področjih možna sredstva, ki jih je mogoče razporediti tudi v te namene. Morda bo tudi dogovor o prednostnem sofinanciranju iz obstoječih evropskih programov, ki že obstajajo, obzorja, vendar seveda skladno znotraj strukture, kot v teh programih obstajajo. Razvoj novih evropskih finančnih mehanizmov, tukaj ta Net Zero platform navajam kot osnovi svetovanje za dostop do sredstev. Odprto je še vprašanje samega sklada za suverenost, njegovo financiranje. Seveda pa mi že pristopamo k temu, da pogledamo, na kak način lahko usposobimo tudi obstoječe ali prihodnje nacionalne vire in v tem pogledu naredimo kak redizajn. Tukaj imamo kar nekaj konkretnih idej, ampak dokler stvari niso usklajene, žal je v tem hipu prezgodaj o tem govoriti. Hkrati tudi menimo, da vprašanja o spodbudah v tem mestu niso vprašanja, ki moramo odgovarjati na prvem mestu. Najprej se moramo vprašati, kaj pravzaprav želimo. Kako lahko posamična podjetja, industrije, panoge, institucije ta prehod izkoristimo za eno resno kakovostno nadgradnjo naše ekonomije. In tu vam dam primer, relativno stare desetletja znane tehnologije, ampak čisto vse, kar potrebuje ta vetrnica v Sloveniji, znamo narediti. Znamo procesirati aluminij, znamo ga oblikovati, znamo izdelovati rotor generatorje, že stoletje znamo Slovenci vrteče se stvari narediti električno energijo, znamo ustvarjati zahtevne konstrukcije, jih montirati, narediti dober in močan temelj in seveda
vse to povezati v omrežje. Je pa seveda vprašanje, kako se bomo vključevali v nove net zero verige vrednosti. Ali bomo to priložnost izkoristili za to, da nismo samo dobavitelj v dobavnih verigah, ampak da se usposobimo tudi za razvoj in proizvodnjo kapacitet z vlastnimi blagovnimi znamkami, končnimi produkti, z večjim delom slovenskega znanja, inovacij, tudi dizajna v naših izdelkih. Ali bomo s tem spodbudili nastajanje novih industrijskih in razvojnih ekosistemov in kako bomo pristopili k fokusiranju razvoju novih tehnologij. Toliko za uvodno predstavitev. Jaz bi zdaj prosil najprej Jureta Vršnaka, namestnika generalnega direktorja Direktorata za evropske zadeve, Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, da nam morda predstavi vidik načrtovanih sprememb večletnega finančnega okvira, katerega je aktivno vpet. Potem bi prosil gospoda veleposlanika Davida Brozino, namestnika vodje stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju, da pravzaprav pove vidike, ki jih naši eksperti, ki moram posebej izpostaviti Anastasijo Jakolič v Bruslju, spremljajo stvari. Naj pa povem, z nami je tudi Mateja Papič kot ekspertka za akt o kritičnih surovinah, Natalija Medica, ki pokriva akt o net zero tehnologijah, pa je ravno danes na delovni skupini v Bruslju. Tako da Jure, David, potem pa bom povabil besedo še soorganizatorje Viktorja Kovačiča ali dr. Draška Veselinoviča, potem pa je teren namenjen naši medsebojni razpravi, tako spletnih kot udeležencev tukaj v dvorani. Jure, izvolite. Ja, hvala, Matevž. Jaz bom res prav kratek, ker bistvo te debate so vprašanja, ki jih Matevž bi omenil na začetku. Jaz bi želel namesto uvoda samo en kratek kontekst postaviti ta vprašanja, o katerih bomo potem se pogovarjali. Zeleni prehod ni neka stvar, ki bi bila nova za Evropsko unijo. So že v zadnjih letih, da je EU in Bruselj velik poudarek temu, pa tukaj ne gre za eno politično podporo, ampak gre tudi konkretno za usmerjanje finančnih sredstev proračuna EU v te namene. In pa v zadnjih letih si pravzaprav tudi velik obseg zakonodaje se sprejema na tem področju. Kar se tiče financiranja, moram povedati, že ko smo pogajali večletni finančni okvir, se pravi, da 7-letni proračun EU julija 2020, že takrat, ne glede na to, da je bila v bistvu glavna tema samo ena, takrat to je bil COVID, se je vodilo računa tudi o zeleni tranziciji, v digitalni tranziciji. To imamo v bistvu danes že v obstoječih programih, od kohezije do Horizon, imamo pravzaprav že obvezne deleže, ki jih ne bi države ali pa proračun EU namenil za zeleni prehod. Imamo nov ustanovljen Just Transition Fund, ki je sicer namenjen financiranju phasing out premoga, ampak vseeno se obsežna sredstva tukaj namenjajo. Kar se tiče pa regulative, tukaj se ravno v tem obdobju se končujejo pogajanja o zakonodajnih predlogih v okviru tega Fit for 55 zakonodajnega paketa, prinaša višje cilje na področju zniževanja emisij, višje cilje glede OVE, energetske učinkovitosti, pogovarjamo se o phasing out motorja z notranjim izgorevanjem za osebna vozila z leta 2035, reforma sistema ETS je vključena tudi v to. Tako da to so vse stvari, ki se že dogajajo. Kar pa je novo in kar je pravzaprav ta del te naše današnje debate, so pa te spremenjene okoliščine v svetu. Ukrajina, energetska kriza, s tem povezana inflacija, težave v dobavnih verigah in tako naprej. Tukaj pa prihaja v bistvu do nečesa, da probamo ta zeleni prehod skombinirati z neko strateško avtonomijo Evropske unije. Matevž je že govoril prej o ciljih proizvodnih kapacitet za določene strateške produkte, pogovarjamo se o kritičnih surovinah, gre vse v smeri, se proba nekako zmanjšati to ranljivost, to odvisnost Evrope
predvsem od Kitajske, pa tudi splošno od Azije. Zdaj, konec lanskega leta, mogoče začetku letošnjega leta, je bila to živa ideja o tako imenovanem Evropskem skladu za suverenost, ki ne bi financiral ravno to. Zdaj, prve ideje so bile nekako v smeri, da je bilo to nekak evropski odgovor na IRO, kar poskušajo ZDA narediti z Inflation Reduction Act, za neko več 100 milijardni žakelj, ki bi to financiral. Kaj je prišlo teh idej, da bi se to financiralo na ravni EU? Iz enostavnega razloga, zato ker je pravzaprav ta fiskalni prostor v nacionalnih proračunih pri državah članicah zelo različen. Imamo države, kot so Nemčija, Nizozemska, v severu v glavnem, ki imajo tega manevrskega prostora dovolj in pravzaprav lahko se te vidike financirajo z nacionalnih proračunov. Imamo po drugi strani Italije, Grčije, Portugalske, morda Španije, ki pa tega manevrskega prostora v nacionalnih proračunih nimajo. In zato so pravzaprav ravno te države zelo pritiskale, da se na ravni EU najdejo sredstva, ki bi to financirala. Zdaj, moram priznati, da je tako čisto iskreno, ta debata, če jo primerjamo debato zdaj o tem skladu, pa kakršna je bila na koncu lanskega leta, vidimo, da so morda ambicije glede obsega takega sklada se precej zmanjšale, moramo biti iskreni. Zdaj, zakaj glavni razlog je enega sem že omenil, in to je ta, da se pač držav lahko to financira z nacionalnih proračunov in ga niti ne potrebuje na ravni Evropske unije. Drugi strani imamo pa recimo sploh vzhodne države članice, ki so velike prejemnice kohezijskih sredstev, ki niso hotele ogroziti svojih kohezijskih sredstev na račun takega sklada. Tretji razlog je pa zelo pomemben, pa velja za vse države članice, pa ta, da se bo z naslednjim letom spet začne nadzor nad izvajanjem fiskalnih pravil EU. Zdaj vemo, v zadnjih parih letih so bile ta pravila nekako na ledu, v hladilniku, zaradi covida, potem kasneje zaradi ukrajinske krize. 2024 bo to komisija spet začela nadzirati. Trenutno poteka reforma teh pravil, ampak kakršnakoli ta reforma bo, ne bomo se mogli izogniti temu, da bo komisija precej natančno spremljala, kaj se dogaja v nacionalnih proračunih. Zdaj, ideja je, da se ta sklad za suverenost, ki bi financiral recimo potem net zero tehnologije, da se ga nekako proba umestiti v umestni pregled oziroma revizijo večletnega finančnega okvira, ki ga bo komisija predstavila junija. Target date je 20. junij. Se pa treba tukaj zavedati, da so določeni izzivi, ki nekako še presegajo to in potrebe, ki presegajo pravzaprav to našo razpravo, predvsem prve vrste Ukrajino. Tukaj so stroški relativno financiranje pomoči Ukrajini relativno nepredvidljivi, vojna se predvideva, da bo trajala in potrebe Ukrajine po financiranju tudi. Tako da, kar se tiče sklada suverenost, se gre v razmišljanje v smeri, kako pravzaprav pogledati po različnih aspektih proračuna EU, kako bi lahko pravzaprav preusmerili sredstva v te namene, o katerih se pogovarjamo danes. Matej je že omenjal Horizon, v bistvu gre za sklad, ki je relativno velik, skoraj proti 100 milijardam gre. InvestEU je pravzaprav gre za kombinacijo financiranja s povratnimi sredstvi in pa da se pritegne zasebne investitorje v to. In pa, kar jaz mislim, da je Slovenija tudi zelo pomembno, poskušali državam članicam se bo dala možnost, da nacionalna kohezijska sredstva, ki so v nacionalnih ovojnicah na področju kohezije, preusmerijo v te namene. To bo prostovoljna odločitev. Zakaj bi se države za to odločile? Komisija nekako obljublja, da če bo države to storile, potem bo komisija precej bolj fleksibilna pri izvajanju kohezijske politike. Preko višjih stopenj sofinanciranja morda bomo videli morda tudi glede kakšnega daljšega roka za implementacijo, vse stvar dogovora, ampak osnovna ideja je ta, da se proba motivirati države, da same pravzaprav usmerijo ta sredstva v net zero. Jaz sem tukaj ustavil, pa mislim, da ne bo predolg, da se vprašanje pa vsredno tudi malo smo v tem kontekstu. Jaz predlagam samo, da se zdaj nja presedala, ker je treba upravljati prezentacijo in rešnice. S tem prosim veleposlanik Kozina, David, izvoli. Ja, pozdravljeni.
upam, da se slišimo. Jaz sem pravzaprav hotel predstaviti na hitro razmišljanje Evropske komisije, ki je vendarle tista, ki daje nekako ritem in predloge na mizo za to, kako narediti Evropsko unijo bolj konkurenčno. Pa ne samo to. Nekaj je seveda že Jure v njegovem, dajmo reči, uvodu na njegov finančni del predstavil, ampak ta komisija je začela novembra 2019, je bila imenovana in že na začetku si je dala 5 ciljev, ampak 3 so pomembni za današnjo razpravo. Prvi je seveda, kako nasloviti klimatske spremembe, oni so temu rekli pač zeleni dogovor, Green Deal. Drugi je digitalni prehod našega družbe in seveda konkurenčnost Evropske unije. In na vseh 3 je seveda takoj začela delati in kar lahko vidimo, da že 10. marca 2020, torej 5 mesecev potem, ko so začeli na mandatu, je že dala prvo industrijsko strategijo za Evropsko unijo. In ta seveda je temeljila na tem, kako narediti ta zeleni prehod in kako iti v digitalno gospodarstvo. Sveda ideja je, da bi bila industrija globalno bolj konkurenčna in da bi krepili našo strateško avtonomijo. Kako je razmišljanje v bistvu že pred covidom pa pred energetsko krizo je bilo že v tej smeri. In seveda nastal je covid, 3 dni potem, ko je ta strategija bila imenovana, se je začela epidemija. In kaj je epidemija pokazala? Najprej, da so države članice, če se sami spomnite, nekako zapirali meje med seboj, vsak je reševal svoje gospodarstvo in svoje državljane. Pokazalo se je, da strateško absolutno nismo avtonomni, predvsem v ključnih materialih in v ključnih proizvodih, ki so pomembni za našo industrijo. Komisija je potem, ko je naredila analizo situacije med covidom, ugotovila, da je v bistvu 137 proizvodov, kjer smo visoko odvisni od dobavitelja, predvsem od Kitajske, kar je tudi državni sekretar pokazal v predstavitvi. In tukaj so predvsem omenjali zdravila, kemikalije, materiali oziroma surovine in čipi za elektronsko industrijo, kar je najbolj pomembno. Takoj po covidu se pojavi seveda še vojna v Ukrajini in tako imenovana energetska kriza, ki je pokazala še, da pravzaprav je naša, kako se reklo, konkurenčnost na področju energetike temeljila pravzaprav najprej v Nemčiji na ruskem plinu, ki je bil dokaj poceni, in v Franciji na jedrski energiji. Francija ima 56 reaktorjev. In seveda, kaj se je zgodilo? Energetska kriza je pokazala v lanskem letu, da najprej je ruski plin zginil, v Franciji je bilo pa 30 reaktorjev v remontu, poleg tega je bila še suša in to je seveda povzročilo energetsko krizo. Kaj je naredila komisija? Kako odgovoriti na oba ta dva izziva? Na izziv o električni energiji je rekla, ja, seveda moramo iti na še bolj obnovljive vire energije. Pogledati, kako preživeti brez plina. Treba je reči, da tik pred tem, že v decembru 2020, torej tik pred vojno v Ukrajini, je Evropska komisija v enem svojem dokumentu, se mu reče taksonomija, predvidela, da bosta plin in jedrska energija tisti 2 energiji, ki bosta omogočila prehod iz fosilnih energij v obnovljive vire. In kar se je pokazalo, da pravzaprav par mesecev kasneje, da plina ne bo tako enostavno več dobiti, ali pa vsaj ne tako poceni, in da obnovljivih virov jih imamo premalo. In seveda odgovor je bil ta tako imenovan Repower program, ki bi še hitreje in še več obnovljivih virov energije postavili v prostor. Tretji element, ki se je zgodil takoj za ukrajinsko krizo, je pa seveda ta ameriški zakon o zniževanju inflacije, tako imenovan Inflation Reduction Act, ki je prvič nekako odprto vabilo za tuje investicije v ZDA, drugič subvencionira energijo za vse tiste, ki investirajo v ZDA in hkrati ščiti ameriško gospodarstvo. Če kupite električni avtomobil, ameriške proizvodnje, imate subvencijo, če pa recimo evropski, pa ne. In tudi na to je bilo treba najti en odgovor, tako da komisija je seveda odgovor na ta IRA je kombinacija teh 2 aktov, o katerih danes razpravljamo, plus možnega sklada, če bo za to in kakor bo dogovorjen. Tako da nekako 3 ključni elementi so nas pripeljali do tega, o čemer se danes pogovarjamo.
kako zagotoviti najprej ključne proizvode. Naj omenjam akt o čipih, ki sicer ni danes v razpravi, ampak je nekako predhodnik teh dveh aktov, ob tem, da akt o čipih, kjer je namen tega, da Evropska unija razvija svojo proizvodnjo, niti ne toliko razvoj, teoretični razvoj čipov, to imamo v Evropi, ampak proizvodnja sama je pa v Aziji, da bi še to pripeljali v Evropsko unijo, in tukaj je 3,3 milijarde na voljo za krepitev projektov, ki bi to omogočali. Tako da ne bom omenil teh dveh aktov, sta bila že dobro predstavljena, samo hotel sem povedati, da sta pravzaprav gresta v liniji tega, kar komisija predstavlja kot rešitve na te tri, dajmo reči, ključne izzive, ki so se pojavili v 2 letih. Mi na stalnem predstavništvu seveda menimo, in tako delajo tudi druge države, da mora biti stališče Slovenije iziti nekako iz interesov naše industrije. Zato absolutno pozdravljamo današnji razgovor in se zahvaljujem ministrstvu za organizacijo tega, ker menimo, da moramo iti od spodaj navzgor, da vidimo, kaj naša industrija ima, predvsem pa, da tudi industrija razume, kakšne priložnosti so tukaj. Zagotoviti moramo, da nekako ne zamudimo tega vlaka, da se pripravimo dovolj zgodaj in da bomo lahko iz tega, kar komisija ponuja, iz teh projektov razvili. Vemo, da imamo dobre firme na toplotnih črpalkah, na solarnih panelih, na baterijah, in to mislim, da je treba krepiti. Tako da jaz se še enkrat zahvaljujem in pozdravljam današnji pogovor na to temo in se vam zahvaljujem. Mi smo v Bruslju vedno pripravljeni se zavzeti in v teh pogajanjih zastopati Slovenijo. No, moja kolegica Anastazija pa seveda prav konkretno v delovni skupini, kjer se o teh stvareh pogajajo, tako da o samih aktih in o stališčih državah pa je ona seveda še največ ve. Najlepša hvala za teh nekaj minut. Hvala lepa, veleposlanik. Zdaj pa prosim še predstavnika SBRA. Viktor, domnevam, da boš ti. Ja, lep pozdrav. Samo kratek povod, samo da postavimo kontekst. SBRA je seveda soorganizator današnjega posveta. Naj povem, da se je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport odločilo, da se včlani v SBRA, zato ker želimo našemu gospodarstvu in industriji omogočiti najboljši možni dostop do odločevalskih krogov in praktičnih informacij tudi v Bruslju. Dr. Draško Veselinovič je tudi danes z nami kot direktor SBRA, pred dnevi je imel operacijo in upam, da dobro okreva. Sicer pa, Viktor, izvolite. Hvala, Matevž. Lep pozdrav, moje ime je Viktor Kovač in delujem kot svetovalec za evropske politike in projekte na Slovenskem raziskovalnem in gospodarskem združenju, ki je kot tako edino nevladno predstavništvo slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere in lokalnih skupnosti v Bruslju. Veseli nas, da ste se v tako kratkem času odzvali v tako velikem številu. Mislim, da imamo več kot 90 prijavljenih udeležencev, kar seveda dokazuje, da je tematika zelenih tehnologij zelo pomembna tema in da se vsi strinjamo, vsaj načeloma strinjamo, da Evropa potrebuje nek nov model za gospodarsko rast, ki je predvsem vključujoč, temelji na trajnostni konkurenčnosti, gospodarski varnosti, trgovini in seveda pošteni konkurenci. In pa za doseganje teh ciljev je Evropska komisija predlagala ta dva ključna akta, ki sta tudi danes v središču razprave, ampak ker je cilj današnjega dneva izmenjava mnenj, zato vsem nam želim uspešno in plodno razpravo, ki bo dala seveda čim več odgovorov na številna vprašanja, ki jih imamo, tako glede čistih tehnologij, kot tudi kritičnih surovin, ki so zagotovo predpogoj za uspeh zelenega in digitalnega prehoda. Toliko jaz na kratko z moje strani. Hvala še enkrat za besedo. Hkrati bi tudi jaz pozdravil našega direktorja, gospoda Veselinoviča, ki sedaj okreva v bolnišnici in kot je že Matevž povedal, to ga ni odvrnilo, da nas ne bi spremljal prek spleta in mu na tem mestu tudi želim, ga lepo pozdravljam in mu želim vse dobro, enako pa tudi vsem udeležencem tega posveta. Hvala. Super, okej. Zdaj mogoče na koncu, da ne pozabimo tudi kak praktični vidik, kako lahko SBRA pomaga podjetjem in industriji, mogoče potem na koncu.
Zdaj, naše članstvo omogoča dostop do nekih osnovnih informacij in storitev, seveda pa za obje sodelovanje potem spostavite individualne kontakte. Zdaj pa, jaz moram reči, da smo imeli ta uvod odločno predolg. 45 minut smo se vzeli za te osnovne informacije in nekaj širših big picture okvirov. Zdaj pa dajem besedo udeležencem v dvorani z dvigom roke, prav tako z dvigom roke. Da to okolje jaz nekoliko slabše poznam, z dvigom roke za vse spletne udeležence. Kdo želi besedo, mnenje, na kaj bi stavili vi, kaj lahko razvija vaše podjetje, vaša institucija, kako se želite povezovati z drugimi, kje vidite svojo priložnost, seveda pa tudi vprašanje. Nihče ne želi besede? Potem bomo to srečanje hitro zaključili. Izvoli. Sekundu, da slišijo se. Zdaj pa bolje, ne? Tako. Marko Vrdeljak iz Reusable Technologies, smo startup podjetje, ki razvija napredne rešitve za ponovno uporabo elektronskih odpadkov. Imamo pa lasten tehnološki proces za obnovo oziroma pripravo litij-ionskih baterij na ponovno uporabo. Na eni strani sodelujemo z reciklažnimi centri, od katerih prejemamo baterijske celice, in več kot 85% vseh baterijskih celic, se pravi litij-ion baterij, 18650 tipa, to je najbolj pogosto uporabljena baterija, pripravimo na ponovno uporabo skozi naše produkte, recimo to je enostavna aplikacija, razvijamo pa hranilnik električne energije, ki bo vseboval več kot 1000 takih baterijskih celic. Ena baterijska celica, imamo potrjeno LCA analizo, privarčuje cirka 6 kg CO2 izpusta v primerjavi z kitajskimi novimi, tako da na nek način skrbimo za domačo lokalno oskrbo tovrstnih baterij. Naša vizija oziroma želja je nadgradnja tehnološkega procesa, ki bi ga lahko ponudili, se pravi kot lep primer celotni Evropski uniji, kjer bi se lokalno, se pravi na licu mesta, tam kjer tudi zbirajo te baterijske celice, torej zbirni centri in pa reciklažni centri, implementirala naša tehnologija in bi se na licu mesta tovrstne baterije obnavljale. Tako bi na nek način poskrbeli, da obstoječe baterije, ki danes pristanejo nekje na smetiščih in bremenijo naše okolje, posledično vse nas, tudi našo ekonomijo, vrnemo nazaj v tok. 15% teh baterij, ki se ne da obnoviti oziroma ni pripravljenih na ponovno uporabo, se jih pa da reciklirati na osnovne surovine, kot sta recimo prej omenjeni kobalt in litij, iz katerih se pa ponovno da zgraditi, se pravi nove baterijske celice oziroma nove baterije. Zdaj pa mi naletimo tukaj na predvsem izzive strani, se pravi določenih dovoljenj, okoljevarstvena dovoljenja, kjer so dolgi roki in pa tudi pogoji, kot so recimo trenutno, da si moraš biti lastnik prostorov, ker si eden normalni startup tega ne more privoščiti, in pa na drugi strani, se pravi, sredstva financiranja, ne. Se pravi, prej je bilo omenjeno, kako recimo lahko dobimo oznako, kjer je strateško pomembna zadeva za državno oziroma za državo, za celotno Evropo, in mislim, da tukaj imamo enostavno rešitev, katero lahko kot svetoprimer in pilotni projekt tu v Sloveniji, kjer že na eni strani se prav povezujemo reciklažne centre in pa povzročitelje podjetja, kot so recimo Pipistrel, Wakeboard, Quadraford in podobno, kjer lahko njihove baterijske sklope vrnemo nazaj v obtok, in sicer tako, da pridemo do faze baterijske celice, in to je tista tudi naša prednost, s čimer se ne ukvarja nobeno drugo podjetje. Se pravi, podjetja, ki podobno delujejo v tej sferi, obnavljajo celotne baterijske sklope oziroma jih reuporabljajo, in je tukaj dosti manjši izkoristek, kot je v primeru, recimo, če razgradiš baterijski sklop do faze baterijske celice, potem te baterijske celice pripraviš
nadaljno aplikacijo. Se pravi, moje vprašanje tukaj predvsem oziroma želja je, kako prideti na seznam strateško pomembnih partnerjev za državo oziroma Evropo. Hvala. Zelo konkretno vprašanje, mogoče bo Mateja mi pomagala glede labelinga. V vsakem primeru pa mi smo že zdaj v dosedanjih postopkih komisarju Bretonu predstavili zelo konkretna podjetja in njihove izzive. Samo kot primer Magneti Ljubljana. Jaz predlagam, da to vrstne prebojne stvari, super poslovni model in dober namen, zberemo v en spisek, ki potem skušamo vzpostavljati stik tudi neposredno z Evropsko komisijo, ker je pomembno, da komisija ve, s čim posamezne države članice razpolagajo. V vašem primeru torej ta stik, v vsakem primeru, ko bo akt sprejet, bo Evropska komisija odprla določen postopek z vlogo, preko katerega bo pač mogoče dobiti ta label strateškega projekta in vse tisto, kar se potem na ta label navezuje. Ali razmišljate sicer, ker vprašanje nazaj, o tem, da se skušate z vidika vaših izzivov povezovati z drugimi slovenskimi podjetji, komplementarnimi na tem področju? Seveda, mislim, tudi do zdaj, se pravi napredek, mi smo 1 leto pa pol staro podjetje. Vse, kar smo dosegli ravno iz področja povezovanja. Tako da tu mislim, da je ključna prednost in potreba, ne samo v Sloveniji, ampak celotni Evropi, ampak globalno gledano, je povezovanje ključ do tega, da hitreje in lažje premagamo ovire, ki so pred nami. Tu želi besedo naprej. Jaz se samo opravičujem vsem spletnim udeležencem, ali nihče ni dvignil roke, ali pa teh rok ne vidim. Skušam to ugotoviti. Izvolite, gospod. Miloš Balec, Geološki zavod Slovenije. Hvala za povabilo danes, hvala za organizacijo tega dogodka, in hvala za možnost, da spregovorimo tudi o temi, ki je bila pravzaprav desetletja pri nas v Evropi ob strani in je zdaj očitno nov zakon, ki ga pravzaprav nismo pričakovali. To je poraba primarnih surovin, primarnih virov, seveda ob smiselni več ne uporabi sekundarnih virov. Tukaj se odpira ena velika priložnost za Evropo, na katero je samo delno pripravljeno. Critical Raw Materials Act nas na to pripravlja in sicer pripravlja oziroma omenja, črtuje Svet po nacionalnih raziskovanjih programov, Exploration Programs. Zelo na kratko in zelo poenostavljeno je to naloga držav, da bodo bolje spoznale svoje podpovršje, svoje podzemlje in bogatstvo, ki jo to skriva. To bogatstvo je bistveno večje, kot se ta trenutek zavedamo, tudi bistveno večje, kot se zavedamo v Sloveniji, zato ker so raziskave na tem področju v Evropi, v 60-ih, najkasneje v 80-ih razvile. Znanje je še ostalo, zato tukaj vidimo velike priložnosti, ne samo za raziskovalne organizacije, tukaj je potencial nedvomen, tudi največji geološki zavodi Evrope smo na ta IKP, tudi ne hote pričakovanje nekaj takšnega razvoja, pa tudi načrtov pripravljanja, smo zelo močno povezani z združenjem Evropskih geoloških zavodov, ki ta trenutek uvaja Coordination Support Action, ki se imenuje Geological Service Group, je namenjen natanko temu povezovanju nacionalnih raziskav, doseganju skupnih evropskih ciljev. Critical Raw Materials Act in tudi sta fantastični izhodišči, ko to je objavljeno naprej. Tisto, kar sem želel izpostaviti, pa tisti del, na katerega morda nismo tako dobro pripravljeni niti v Sloveniji niti v Evropi, da se na področju upravljanja in rabe primarnih virov skupaj s sekundarnimi ponujajo izjemne podjetniške priložnosti, take, ki v Evropi nismo bili.
primarna efektivna industrija je primarna, velika in zelo povezano okoljskih vprašanj, družbenih vprašanj, socialnih vprašanj, ob tem seveda v čistem vrhu. Tako da tukaj bo sodelovanje prineslo velike odgovornosti, pa k sodelovanju in mislim, da že sodelujemo in se ponujemo. Tudi na Ministrstvu za gospodarstvo se priporočimo za globje razumevanje tega področja. Geologija je izrecno omenjena znotraj seveda akta, tako z vidika znanj kot kompetenc, kot z vidika razvoja, kot ste omenili, nacionalnih raziskovalnih možnosti za to, da ugotovimo, kakšne potenciale pravzaprav ste rekli naše podzemne skrive. V vsakem primeru priporočam, da smo na vezi. Seveda akt odpira dve vprašanje. Mi smo navajeni, da v tej državi zapiramo rudnike. Glavnino njih smo v bistvu že zaprli. Ta akt prinaša kar socialni in politični izziv o prihodnosti rudarjenja v Evropi, o njegovi socialni sprejemljivosti, tem, kako se tudi soočiti z javnim mnenjem, tam, kjer se bo izkazalo, da je domače pridobivanje virov z rudarjenjem smiselno. Tu se mi zdi največji izziv, pravzaprav, ko brez velikih posegov v prostor dragocenosti iz našega podzemlja spraviti ven. Če smem, bi samo še to komentiral, tam tako rudarsko je bilo oznako umazane industrije, pred desetletji, v veliki meri upravičeno, ampak desetletja se ukvarja ta industrija z razvojem pristopov, ki delajo malo efektivno industrijo, bistveno bolj sprejemljivo, tehnično vsekakor, ta družbeni del, socialni del, da bolj zahtevamo, tudi so namerjeni veliki koraki, ki so orodja. Super, hvala lepa. Torej, ena od neposrednih tehnoloških priložnosti je razvoj podzemnih robotov, ki bodo vrtali globine. Zdaj bi dal gospodu Faturju besedo izmed spletnih udeležencev, potem gospod Svičer. Ja, dober dan, Tomaž Fatur z Inštituta Jože Štefan iz Centra za energetsko učinkovitost. Jaz bi rad mogoče malo pokomentiral ta Innovation Fund, kjer je pač en izmed načinov financiranja teh razvojnih, pa bom rekel, potencialnih projektov, ki bodo lahko prispevali k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Jaz sem v zadnjih 2 letih 2-krat sodeloval pri ocenjevanju teh projektov, tako za velike projekte, kjer govorimo o stotinah milijonov, torej projektih vrednih stotine milijonov evrov, pa small scale projektov, ki so na ravni 5 do 8 milijonov, se mi zdi, ne vem zdaj, kakšna so pač pravila, ampak gre tukaj za majhne projekte. V sekcijo chat oziroma v klepet sem dal noter link za tistega, ki bi si želel pogledati ta seznam teh projektov. Gor je en slovenski projekt, po moje to Steklarna Hrastnik, zato ker govori o vodiku pa o steklu. Sicer pa sem dal to gor zato, da bi si lahko podjetja malo pogledala, za kakšne vrste projektov pravzaprav gre. Zato, da ne bi nekdo pričakoval, da bo lahko za projekte, ki bodo, dajmo reči, ki ne bodo res inovativni, da bi lahko v tem konkurenčnem postopku uspeli. Torej vsa financirana na ravni Evropske komisije na področju inovacij so precej zahtevni in res zahtevajo nove tehnologije. Prej je nekdo komentiral to ponovno uporabo baterij, teh projektov je že kar veliko, ne, in tudi so bili v okviru Innovation Funda financirani. Tako da mislim, da je prav, da se podjetja zavedajo, da morajo res predstaviti inovativne projekte in tisto, kar je lahko res prodajljivo na trgu. Torej tisto, kar damo kot projekt na take razpise, če nima te komponente, da bo to lahko uspešno na mednarodnem trgu, bo zelo težko prišlo. Tudi v teh raznoraznih slovenskih razpisih imamo zelo veliko
pisanja o tem, kaj bodo vse projekti dosegali, pa potem ni neke kontrole tukaj pri teh projektih na ravni Innovation Funda, so te kontrole zelo stroge, izračun prihrankov emisij mora biti zelo eksakten, se preverja za strani večjih ocenjevalcev, potem se preverja tudi v tako imenovanem panelu ocenjevalnem, potem se še enkrat ocenjuje, tako da če res projekti niso na ravni, kjer so vsi podatki zelo transparentni in zelo jasni, na kakšen način bo taka tehnologija lahko doprinesla k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, bo težko uspešna. Tako da res kot eno opozorilo, dajte se pogledati, kakšne vrste projektov so se pojavili, kateri ti projekti, nekateri imajo prav gotovo neko spletne strani, kjer se da ugotoviti več, zakaj gre. In se mi zdi, da je pomembno to, da veliko denarja mi pričakujemo, da bomo lahko dobili v Bruslju, ampak ga bomo seveda dobili v nekem konkurenčnem postopku in je treba biti pripraviti dobre vloge, kar pomeni povezovanje podjetij, kar pomeni dobre pripravljene vloge, kar pomeni zelo transparentne, zelo jasne učinke, zato ker merilo učinka je pri teh projektih praktično najpomembnejše. Super, jaz upam, da hvala za te koristne informacije. Bomo, Viktor, dodali te informacije in ta link tudi na mail, ki ga bomo poslali skupaj z predstavljeno prezentacijo. Bi pa rekel to, seveda, to je kruta realnost, živimo v konkurenčnem svetu in zmagovale bodo tudi zaradi načela učinkovitosti na evropski ravni najboljše rešitve. Tisto, kar pa je naš izziv, tisto, kar bi si želeli na ministrstvu, je, da pogledamo recimo vaš projekt reusable baterij in si med sebojno tudi pomagamo. Imamo vendarle vrhunske raziskovalne in inovacijske inštitute, morda druga podjetja, ki to področje zanima in preko ene priložnosti graditi tudi neke nove ekosisteme, ki doslej niso odsotnosti te priložnosti obstajajo. Gospod Fišer. Hvala lepa, Jure Fišer, Solovino. Prej ste v vaši prezentaciji omenili, da bi na področju kritičnih surovin bilo zamišljeno rešitev izdajanja dovoljenj za vse projekte na nivoju EU-ja. A to pomeni, da boste zaobšli slovensko zakonodajo, ker namreč vmešani prostor po pridobivanju okoljskih dovoljenj za kakšne projekte reciklaže, česarkoli je eden izmed največjih izzivov, ki v tem trenutku Slovenija ima pred sabo? Ne, se bo pa seveda slovenska zakonodaja vsej v teh izjemah zelo verjetno morala prilagoditi določilom dogovorenih evropskih pravil. Je pa res, da na tem področju, kljub temu, da imamo s tem vsi skupaj slabe izkušnje in da, če mene vprašate, je dolgotrajen postopek dovoljen eden od ključnih razlogov, da imamo manjšo konkurenčnost, kot bi lahko bila. Vendarle pa je na tem področju nekaj premikov, recimo Geodetska uprava Republike Slovenije razvija ta projekt različnih layerjev, e-prostor, e-narava, e-vode, biodiverziteta in vsi drugi okoljsko relevantni podatki. In predvideno je tudi križanje teh podatkov seveda z ustreznimi algoritmi, berite umetno inteligenco, zato da seveda z uporabo podatkov lahko mi bistveno skrajšamo postopke presoje, izdaje okoljevarstvenih soglasij, dovoljenj oziroma gradbenih dovoljenj. Na področju gradbenih dovoljenj smo 129. država na svetu po dolžini postopka, se pravi tam nekje v podsaharski Afriki. Tako da, karkoli bo določeno na koncu in sprejeto v aktu, tu prosim Matejo, da me dopolni, bo seveda potrebno kot neke izjeme graditi tudi v našo domačo zakonodajo. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tako kot je povedal državni sekretar, seveda oba akta sta še v pogajanjih in seveda moramo ugotoviti, kako in v kakšnem obsegu bomo morali seveda nacionalno zakonodajo tukaj prilagoditi, tako da seveda in v interesu nam seveda mora biti, da bodo, tako kot je že bilo rečeno, ti postopki čim bolj usklajeni in seveda, da bodo hitrejši kot doslej. Tako da, to je zaenkrat vse, kar lahko rečem.
ne zaznamo več velike želje po izvolite. Ja, vidi. Ja, lep pozdrav, Edo Sternat, slovensko-nizozemska poslovna platforma. Dve zadevi bi na kratko skomentiral. Torej, mi smo 6. aprila organizirali en forum, na katerem smo ugotovili, da lahko Slovenija postane na področju sončnih celic Tesla, nova Tesla. Kaj bi rad s tem povedal? Te razprave, okrogla miza z zanimivimi udeleženci je dosegljivo na spletu, lahko tudi pošljemo link udeležencem. In ugotovili smo, da smo med vodilnimi po znanju, dr. Marko Topič, akademik Marko Topič je to povedal. Ugotovili smo, da sploh ni res, da je reciklaža sončnih celic tako velik problem, kot se govori. Ugotovili smo, da imamo v Sloveniji firmo, ki je brez subvencij v konkurenci z najbolj subvencioniranimi kitajskimi uvozniki preživela in se lahko hitro razvije. Skratka, to je eno področje, ki ga je treba zelo pozorno spremljati in biti hiter tukaj. Druga zadeva, na katero bi pa rad opozoril, je pa, bilo je tudi napisan novi industrijski ekosistemi. Imamo v Sloveniji super primer vodikove doline, ki je bila izpostavljena kot torej edina prijava na tem velikem razpisu financiranja vodikovih dolin, kjer so nastopile skupaj 3 države, Hrvaška, Slovenija in pa Italija. Torej mi zelo, promoviramo in intenzivno delamo na tem, da bi v sodelovanju z najnaprednejšimi nizozemskimi podjetji naredili velik korak naprej pri razvoju proizvodnje lesenih objektov in naredili preko en breakthrough v gradbeništvu. In zanimivo je, da so Nizozemci izjemno napredni, tukaj pa nimajo lesa, Slovenija ima pa les. Se pravi, ko govorimo o novih tehnologijah, net zero, lahko govorimo tudi o zero minus tehnologijah in gledamo vse te učinke in dajmo izrabiti, ko smo na nivoju surovin, tiste surovine, ki predstavljajo slovensko bogastvo in ki so obnovljive. Tako da torej predlagam, da zelo razmišljamo o ekosistemih, ki sežejo iz Slovenije ven. Da se povezujemo z drugimi državami, kjer najdemo te skupne točke in skupne ambicije, ker tako kot večkrat slišimo tudi od nizozemskega ambasadorja, v Bruslju 2 državi ali pa 3 štejejo več kot 1 država. Tako da v tem smislu predlagam, da razmišljamo. Se absolutno strinjam, zato tudi predviden študijski obisk naše industrije nizozemske ravno na področju, ki ga omenjate, se pravi učinkovita minusoglična gradnja, se pravi te stvari tudi vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Vemo za konkretna podjetja, tako v lesni kot gradbeni panogi, ki smo jih nekako spodbudili, da se tega študijskega obiska tudi držijo. Sicer pa imate popolnoma prav, les je ena od izvirnih inovacij matere narave, kako shranjevati ogljik za zelo dolgo obdobje. Carbon capture and storage se sliši sicer zelo kompleksno, ampak vsako drevo pa vsebi ta princip. Super, je pa fajn in povezujemo se pa lahko na ravni konkretnih interesov. Gospod Blaž Likozar. Ja, pozdravljeni. Jaz bi samo en komentar dal, tudi na tisto, kar je gospod Fatur že prej omenil. Sicer prihajam iz Kemijskega inštituta in v tem konkretnem
projektu Steklarno Hrastnik na Innovation Fundu smo tudi partnerji. In v bistvu na tem področju, predvsem zamenjavi ali pa naslavljanju na koncu življenjskega cikla, recikliranje kritičnih surovinskih materialov, predvsem na področju recimo elektrifikacije, se pravi baterij, in pa recimo tehnologij v neki brezogljični ali pa vodikovi ekonomiji, se pravi platine, iridi in tako naprej, imamo v bistvu kar precej stvari. In bi si po eni strani, kar se podjetij tiče, predvsem tistih, ki bi jih zanimali na tem področju, recimo Innovation Fund in podobno, se pravi višji TRL-ji, res želeli najti nekega skupnega jezika in pač tukaj nadaljevali, ker v tem pač konkurenčnem okolju samo ne zgolj tiste tehnologije, ki imajo vpliv, impact, ampak tudi inovativne pridejo skozi in bi si to želeli. Hkrati pa tudi, kar se tiče ministrstva, in mislim, da to na vsak način bo prišlo, bi si želeli recimo osvežitev nekih inštrumentov, ki bi predvsem čim bolj promoviralo res to sodelovanje na izjemno ali pa izredno aplikativnih projektih, hkrati pa tudi inovativnih, kjer bi bili lahko tako industrija kot recimo temu JRO-ju ali pa razvojne inštitucije nekako zastopane. Najlepša hvala. Hvala, gospod Lekozar. To slednje, kar pričakujete od ministrstva, je v bistvu v načrtih ali celo že kje v izvedbi. Delamo tudi v intenzivnem sodelovanju z kolegi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije in znotraj nastajajočega ARIS-a naj bi se izvali tudi ti programi, se pa strinjam, aplikativna izgradnja ekosistemov. Tukaj imate tako Kemijski inštitut kot IS, se mi zdi centralno vlogo. Vsi zelo zaupamo vašim inovacijam. Kdo želi besedo naprej? Ok. Zdaj, če ni dodatne želje, jaz bi poudaril zdaj naslednje korake. Hvala za izraženo mnenje, priznam, da sem jih pričakoval več. Mi bomo v sodelovanju z SBRA vse udeležence današnjega posveta nagovorili predvsem v smislu tega, da dobimo odgovor na vprašanje, katera področja v obeh aktih vas zanima, kje želite delovati naprej, ali želite vstopati v kakšno partnerstvo, zato da vidimo tudi v kontekstu tega, kar je gospod Lekozar povedal, kako lahko biti za posamezne izmed teh izzivov pač zložimo slovenske interese. Morda iz tega nastane kakšno konkretno aplikativno sodelovanje, morda tudi ne, v vsakem primeru pa se nam zdi, da je iz splošne debate to treba zdaj oblikovati v krožke okoli tehnologij, ki posamezna podjetja oziroma institucije zanimajo. Tako da v tem vedno najavljam ta vprašanje, ki vas vabim, da nam odgovorite. Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport smo zelo odprti tudi za vse nadaljnje feedbacke na to temo, predvsem v kontekstu vprašanja, kaj lahko novega, uporabnega, končnega razvijemo, zato da znotraj teh velikih sprememb skušamo spreminjati in izboljšati strukturo našega gospodarstva. Če ni drugih vprašanj, drugih mnenj, Viktor, mogoče še k tebi, predvsem z odgovorom na vprašanje, kako podjetja in institucije, ki jih zanima več, pridejo v stik z vami in kaj jim lahko ponudite, da konkretiziramo, kdaj pridemo ven s tem vprašalnikom in follow-upom in po potrebi organiziramo ponovno posveto. Izvolite. Viktor? Ja, hvala za besedo. Ja, in hvala vsem udeležencem za zanimivo vprašanje. Nas kot SBRA, kot naše združenje lahko najdete na spletni strani, vam bo tudi poslano prek e-maila, vam bodo posredovana zapisnik minut z tega sestanka in pa potem vsi nadaljnji koraki, ki bodo dogovorjeni
skupaj z ministrstvom glede že prej omenjenih skupin, ki jih je državni sekretar napovedal, in nadaljnjih aktivnostih, ki jih bomo dogovorili skupaj. In prek kontaktov smo seveda dostopni in bomo veseli vsakega klica, vsakega e-maila ali pa obiska v Bruslju. In se pravi, se potem individualno sestanemo in pogovorimo glede možnih sodelovanj. Naše aktivnosti obsegajo od izobraževanja, obveščanja pa do povsem konkretne pomoči pri prijavah na različne razpise in programe. In seveda, da pridemo do končnega cilja, in sicer uspešne prijave na evropski projekt in pridobitev evropskih sredstev. Ampak več o tem lahko tudi individualno s posamezniki. Na moji strani je samo, da se še enkrat zahvalim vsem. Seveda bomo ostali v kontaktu glede naslednjih korakov. Toliko iz moje strani, bom pa seveda, kot že prej rečeno, vesel vsakega klica. Kontaktni podatki pa vam bodo na voljo na e-mailu, ki ga boste prejeli po tem dogodku. Super, najlepša hvala. Če ni drugih interesov po vprašanjih ali mnenjih, se vsem skupaj tako na spletu, kot tukaj v Ljubljani, najlepše zahvaljujem za sodelovanje, udeležbo. Naša vrata ostajajo široko odprta. Hvala lepa.